Dobrodošli v novem videu in verjetno ste opazili v zadnjih par dni, da je kripto res crasha. BTC je hitel nove lowse na tam okoli 15.000, Ethereum je dropil, ne vem, 40% ali koliko. No in v bistvu v tem videu bom povedal, zakaj se je to zgodilo in malo kakšna so moje pričakovanja za naprej, kaj se bo zgodilo v kripto marketu. No, kaj se je zgodilo v bistvu, da je prišlo do tega full velikega crasha. Zdaj tukaj so v bistvu nastopila dva največja playerja v kripto marketu in to sta Binance, ki je največji exchange. Lani je, mislim, da je bilo tako 50% tradenih sam na Binanceu, pač iz kripto marketa, in pa drugi največji exchange, ki je pa FTX. No, in kaj se je zgodilo? 6.11., se pravi 4 dni nazaj, je owner Binancea, CZ, v bistvu tweetal, da so za njihov investment v FTX lani prejeli 2,1 milijarde in sicer so to prejeli v FTT tokenu pa BUSD-u. No in kaj je v bistvu tweetu je, da bo Binance prodal v svoj FTX token, ki jim je še ostal, zaradi v bistvu nekih novih opažanj, ki so jih opazili pri FTX. No in posledično je ta Binance sell FTX tokena, imeli so pač 30 milijonov FTT-ja, to je pač full velik in zato je pač to crashal FTX token price. No, na to je v bistvu respondil tudi FTX owner Sam Bankman-Fried in je rekel, da bo v bistvu Alameda Research, to je v bistvu del FTX-a, kakor je sicer posebno podjetje, ampak ga owna v bistvu ista oseba kot FTX. No in je rekel, da bojo oni v bistvu kupili ves FTX token od Binancea za $22, zato ker je njihov balance sheet v redu in da v bistvu ni nobenih težav z likvidnostjo. No in v bistvu pol naslednji dan se je začel ta FTX crash. V bistvu je bil na CoinDesku likan en dokument, na katerem je bil balance sheet od tega podjetja Alameda Research in je v bistvu pokazal njihovo dejansko stanje. Zdaj, podjetje je imelo sicer 14,6 milijarde dolarjev, ampak je bila večina tega denarja v FTX tokenu. Torej, oni so imeli 8 milijard FTX tokena, 8 milijard dolarjev FTX tokena, od njihovih 14,6 milijarde. FTX token market cap je pa v tem času bil samo, mislim, da 2,5 milijarde ali nekaj takega, no. In tako da to pomeni, da tudi če bi hotel v bistvu prodati v svoj FTX token, ne bi mogli niti približno dobiti toliko valueta, kakor bi ga dobili za price, ki je bil FTX. No in to je bila v bistvu točka, kjer so pol ljudje začeli freakoutati, da kaj bo z FTX-om, a imajo sploh dosti denarja pač za poslovanje, in je v bistvu folk je začel withdrawati svoj cash iz FTX-a. In kaj se zgodi, če vsi hočejo withdrawati svoj cash iz exchange-a, pač FTX ni imel dosti denarja in so v bistvu freezali funds. In to pomeni pač, da ljudje niso mogli withdrawati svojega casha iz FTX-a, zato ker so pač na FTX-u imeli velike težave z likvidnostjo in to pač fizično ni bilo mogoče, ni bilo dosti denarja. No in v torek so se v bistvu stvari toliko poslabšale, da je Binance podpisal LOI, to je letter of intent, da bojo buyoutali FTX in v bistvu jim pač priskočili na pomoč. No, ampak samo en dan zatem se je Binance premislil in sicer so tweetali, da so mislili, da bojo lahko rešili FTX stranke, da bojo lahko providali ta liquidity, da bo folk lahko varno withdraw funds, da bo njihov kripto varen, ampak so pol povedali, da je situacija slabša, kakor so mislili in da tudi oni ne bojo mogli rešiti vseh teh ljudi. Tako da zdaj obstajajo tudi ene teorije, da je to bil v bistvu vse plan Binancea, da so oni za nalašč to naredili, da so vedeli, kaj delajo, kaj selajo FTX token in da so pač izkoristili nek weakness svojega tekmeca, da jih pač uničijo, da FTX ne bo več, ker vi si morate predstavljati, pol je v bistvu Binance edini tak res večji kripto exchange in bo pač posledično dobil še več strank. Zdaj,
ne vem jaz, a je to res, tudi ne bom neki ful komentiral na to, ampak meni se zdi v bistvu to slabo za cel kripto market, tudi za Binance, kar se je zgodilo. No, dajmo zdaj malo govoriti v bistvu o tem, kako je sploh prišlo do tega, da je FTX bil čist brez casha. Zato, ker FTX je bil na svojem piku vreden 32 milijard in kako se je lahko zgodilo, da jim je pač, da jim je zmanjkalo casha, da imajo take probleme z likvidnostjo. No in tukaj se je zgodilo nekaj, kar se meni zdi, da je velik problem v kriptomarketu, sploh v tej formi, ki je kripto zdaj, ki je čist nereguliran. Se mi zdi, da se čist preveč lahko dogajajo take stvari, zato ker kaj se je v bistvu zgodilo je, FTX je naredil svoj token FTT, ki ga lahko pač, so ga lahko naprintali neomejeno, zato ker so ga oni naredili. No in temu tokenu so dali nek utility, pač whatever. Pol so pa bajali večino tega tokena, ostalo so pa burnali, zato da pač dvignejo value tokena. No, pol je FTX ta token poslal temu podjetju Alameda Research. Zdaj, če malo v bistvu poenostavim, predstavljajte si Alameda Research pa FTX v bistvu kakor isto podjetje, zato ker ja, pač isti človek jih owna. In v bistvu FTX je vse svoje funds skoraj imel v tem podjetju, oni so pol ta cash v bistvu land-outali naprej in tudi delali z njimi neke določene projekte, kakor je ta FTX token, pa neki so bili v Solani, pa ne vem kaj še to, nisem to gledal tega. No in kaj je bil njihov plan, ne? Se pravi, Alameda Research je imel ful velik FTX tokena na njihovem balance sheetu, se pravi, imeli so toliko casha, da so si lahko pol v bistvu sposojali denar in uporabljali ta cash kakor collateral, ne? No in ta cash so v bistvu pol lahko porabljali za v bistvu delovanje FTX-a, za vas kripto, ki ga je folk kupoval in te stvari. Tako da tukaj je bil realno nek infinite money glitch, ker je FTX je naredil ta token in pol si je v bistvu sposojil denar proti temu tokenu, v bistvu si je sposojil kripto proti temu tokenu, ki so ga pol dajali svojim strankam. No in vse lepo in cool, ampak to deluje, dokler pač ne deluje, ne? Deluje, dokler ne pride do tega, da stranke hočejo withdrawati cash iz FTX-a, oziroma da veliko strank hočejo withdrawati svoj denar iz FTX-a. No zakaj? Ker FTX pač ni imel dosti denarja, da bi vsi withdrawali. Oni so imeli ves cash v FTT tokenu, ki je tudi pol dropal v valutu zaradi selanja teh 30 milijonov FTX tokenov od Binance-a. In pa kar je še slabše, je pa, da so še ta cash, ki so ga stranke FTX.com depozitale na platformo, ne vem, za kupovanje kriptota, karkoli, je v bistvu ta podjetje Alameda Research se pravi posojil drugim ustanovam, da bi v bistvu zaslužili denar tu z pobiranjem interest. Tako da, kaj se bo zdaj zgodilo z FTX-om in pa kriptovalutami, zdaj čisto iskreno ne vem. Vem sam, da je FTX res v slabem položaju, če jih ne bo se pravi, če jih ne bo nekdo buyoutu, bojo najverjetneje bankrotirali, kar definitivno ne bo dobro za cel kriptomarket. Kar je tudi težava, slaba likvidnost. Zdaj, če drugi največji player v kriptomarketu v bistvu ne deluje več, če ne provide nobene likvidnosti, je to slabo za kriptomarket in se v bistvu pol dogajajo taki volatilni premiki, kakor smo jih videli, ko je Bitcoin dropal v enem dnevu ali 2 dneh iz 20.000 dol na 15.000. Tako da v bistvu, kar vam jaz predlagam je, bodite varni, mogoče ne zdaj investirati lih v kripto, počakajte, da se to play outa, zato ker noben ne ve, kaj se bo zgodilo zdaj. Za vse one, ki so bili pa efektirani s tem FTX bullshitom, ker so imeli denar na FTX-u, mi je res žal za vas, pač ful je slabo, da se to dogaja v kriptotu in pač res je disgusting, kako so na FTX-u se obnašali v bistvu z denarjem njihovih strank. Zdaj jaz sicer nisem imel nič na FTX-u, ampak ja, to je bila v bistvu sam sreča,
Ne bom zdaj rekel, da sem vedel, da se bo to zgodilo. Meni se je zdel FTX legit platforma in dejansko mislim, da noben ni tega pričakoval, kaj se bo zgodilo. Tako da prosim folk, sploh kar se tiče kriptovalut, ostanite varni pa se vidimo v naslednjem.